Kriza ženskih pravic v Afganistanu se pod vladavino talibanov še naprej slabša, saj so ženske in dekleta vse bolj odrezane od izobraževanja, dela in celo javnega življenja. In to ni le politično zatiranje. To je stalna humanitarna katastrofa, ki afganistanske ženske še bolj potiska v revščino in izolacijo. Ena ženska, ki tvega svoje življenje, da bi zagovarjala pravice žensk v Afganistanu. Mahbuba Saraj, izvršna direktorica Afghan Women's Skills Development Center v Afganistanu. Mahbuba, odločili ste se ostati v Afganistanu po prevzemu oblasti strani talibanov. Nadaljujete svoje delo v podporo ženskam kljub vse večjim omejitvam glede izobraževanja, dela in gibanja. Iz vaše perspektive, kako afganistanske ženske vsakodnevno krmarijo in se upirajo tem politikam? Zelo težko je zanje, res zelo, zelo težko. Ampak trudijo se na kakršenkoli način lahko, če le lahko, iz svoje izobrazbe izvleči vsaj nekaj. Pa ne bo to v medresah ali v razredu, na tečaju ali čemarkoli podobnem. Da so nekatere, da niso uradno, ampak so nekatere odprte, nekatere tu in tam. Poskušajo tudi, in tudi na spletu, poskušajo nekaj iztržiti iz celotnega sistema, ki je ženskam v Afganistanu popolnoma vse odrekel. Tako da, ja, resnično se trudijo po svojih najboljših močeh, ampak to preprosto ni dovolj, ker stvari postajajo izjemno slabe za veliko žensk. Zato zdaj prihaja do prisilnih porok. Te prisilne poroke so, večinoma jih izvedejo družine. To so poroke, ki jih sklepajo iz popolnega obupa, ker ne vedo, kaj naj storijo s svojimi dekleti. Zato jih želijo poročiti, da bi imele vsaj neko življenje. Ampak stvari so res, res slabe za njih. Zelo slabe. Za ženske vsekakor. V Afganistanu nimajo nobenih pravic. Prav nobenih. Kaj menite, kateri so najbolj realni in nujni koraki, ki bi dejansko lahko izboljšali razmere za ženske in za Afganistance nasploh? Kakšno sporočilo bi poslali mednarodni skupnosti? Resnično ne vem več, kaj si mednarodna skupnost želi slišati in česa ne. Popolnoma sem zmedena glede tega. Mednarodna skupnost ima zdaj izjemno selektiven pogled na to, in slišijo tisto, kar želijo slišati. Če jim kaj ni všeč, tega ne slišijo. Tako da res ne morem veliko povedati o tem. Vem, kar se tiče denarne pomoči, ki prihaja v Afganistan, je zdaj veliko manj kot kadarkoli prej v Afganistanu. Tako, in potem seveda ženskam ni dovoljeno delati. To je en del delovne sile, ki je bil popolnoma ohromljen, denarja ni, delovna sila je bila ohromljena in ženske niso deležne izobraževanja. In pravzaprav tudi izobraževanje za fante ni nič posebnega, ker, fanti tudi ne dobijo, kar je res vredno, da se naučijo in še posebej, da se pripravijo na svet, ki prihaja. In ob vsem napredku sveta, kar zadeva tehnologijo in vse ostalo, iskreno povedano, to je eno tistih vprašanj, ki me popolnoma zmedejo. Resnično ne vem, kaj bo dobra stvar za moške in ženske te države v prihodnosti. Ne vidim ničesar. Kaj menite, da je treba storiti za izboljšanje življenjskih pogojev v Afganistanu? Ne, to je ena izmed tistih stvari, ki jih ne morem storiti. Nisem oseba, ki bi verjela, da se nič ne sme spremeniti ali da se nič ne more spremeniti in da moramo nadaljevati tako kot doslej. Ne, to ni tisto, kar bi se moralo dogajati za 40 milijonov ljudi in več, da bi jim dali takšen odgovor ali takšno brezupje v življenju. To je zelo narobe. Ampak hkrati bi rada videla nekaj konkretnega, pred seboj. Ampak kako je mogoče videti kaj konkretnega, ko pa akterji in vsi, ki so vključeni, ter vse, kar je potrebno, da se nekaj zgodi, ne deluje. Ženskam ni dovoljeno, izobraževanja ni, svet noče dati denarja. Politična situacija je izjemno nejasna. Torej, kaj zdaj? Pakistan nas napada na eni strani. Država popolnoma umira, ker med vojno ni hrane, ki bi jo ljudje lahko jedli. In vsi so preprosto, potem morajo družine ali začeti prodajati svoje deklice, kar tudi počnejo,
Ali pa, veste, zdaj naj bi bile hčerje ljudi in družine le blago. Zanje so le nekaj, kar lahko prodajo, da bi prinesli nekaj kruha na mizo. To je narobe. Tako se ne gradi države. Država se ne bo zgradila na tak način ali pa samo z enim ali dvema razredoma šol nekje skritih in temu reči izobraževanje za dekleta. Ne, to ni pravi način. Tega ne moramo imenovati izobraževanje. Izobraževanje je nekaj, kar vključuje vse in je namenjeno vsem. In zato je potrebna velika skupina moških in žensk, ki študirajo, in o tem je treba res zelo, zelo premišljeno razmisliti. In to jim je treba tudi učiti. Ampak na ta način, če ni vloženega nobenega truda, mislim, kakšen rezultat sploh lahko pričakujemo. Na ta način res ne bomo dosegli nobenih rezultatov. To je nekaj, kar se je zgodilo med vojno in se bo zgodilo tudi v mnogih drugih provincah Afganistana, še posebej v tistih, ki so oddaljene in kamor nihče ne hodi pogosto, kjer ni veliko prometa ali karkoli podobnega. To bo grozljivo, res bo. Vsakič, ko pomislim na tisto 5-letno deklico, ki so jo prodali med vojno, mi zlomi srce. Kaj počnejo? Kdo jih kupuje? In kakšna je naloga 5-letne deklice, ki je ločena od svoje družine in dana drugi družini, tudi če so do nje zelo prijazni? Kaj to v resnici pomeni? V čem so sploh prijazni? In potem se začnem, razmišljati o najbolj groznih situacijah, o tem, kako uporabljajo te otroke, ali kako so njihova telesa, uporabljena. In so iz njih odvzeti organi. Kdo ve, kaj se jim dogaja. Tako da je to in ta popolna negotovost, in to so stvari, ki se dogajajo, mislim, da je to preprosto neodpustljivo. Res je. Žal mi je, da to rečem, zelo slabo je. Res je. To je res srce parajoče. Mahbuba Saraj, najlepša hvala, da ste z nami delili svoje močne vpoglede in za pogumno delo, ki ga še naprej opravljate v Afganistanu. Upajmo na prave rešitve in svetlejše dni za afganistanske ženske in vse Afganistance. Najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Hvala.